Ste se usedli takole za računalnik, da bi si izbrali svoj novi avtomobil, potem pa ste zgroženo ugotovili, da so se avtomobili v zadnjih letih enormno podražili. No, za vas imamo dobro novico. Namreč trgovci vam bodo po novem povsem brez popustov rade volje prodali avtomobil, ki stane recimo 30 000 evrov, po ceni, kot bi šlo za avtomobil ranga 20 000 evrov. Ne verjamete? Ugriznimo. Mlada družina z 2-3 otroki se zagotovo ne more enako varno in udobno voziti v avtu B segmenta ali pa v kakšnem rabljenem avtu, kot pa v novem avtu z vso sodobno tehnologijo. Zakaj bi čakal, da otroci odrastejo, pa so stari 15 let, če lahko zdaj, ko so stari 5 let, kupiš avto, ki je prostoren, ki je varen, ki zadostuje trenutnim potrebam te družine. No, seveda, takšne zagate že v osnovi rešujejo krediti, leasingi, skratka finančni produkti. Ampak pri doslej znanih produktih smo vedno celoten znesek avtomobila razdelili na mesečne obroke. Avtomobil za 30 000 evrov torej stane veliko tudi na mesec. No, danes pa govorimo o finančnem produktu, pri katerem na mesečne obroke razdelimo samo izgubljeno vrednost avtomobila v času naše uporabe avtomobila. Pogoj, da se kalkulacija izide, je, da se že v štartu odločimo, koliko časa bomo avtomobil uporabljali in pa, da bomo avtomobil po koncu naše uporabe prodali nazaj trgovcu. Delež tovrstnega financiranja v Sloveniji trenutno predstavlja 5% celotnega portfelja, ne? V drugih državah, kot so, ne vem, Nemčija, Avstrija, Italija, Francija, tukaj presega že 60%. Slovenci smo načeloma do takšnih finančnih storitev pogosto zadržani. Ampak vseeno ocenjujejo, da naj bi že v letu ali dveh vsaj petina Slovencev kupila avtomobil na takšen način. In glede na privlačnost ponudbe, ne bi smeli biti presenečeni, če bo šlo še hitreje. Sigurno vsak razmišlja, jaz bi tudi mogoče imel električni avto. Ta vozila so seveda tehnološko dosti bolj dovršena, so dražja tudi zaradi tega, ne? Tako da v bistvu tukaj kupcu nudimo financiranje za takšno vozilo na enaki višini mesečnega obroka, kot recimo za nek normalen bencinski motor. Stranka plačuje nek mesečni obrok, ne vem, 233 evrov, jo naš prodajalec pokliče in reče, ven se pa čez 1 leto ali pa čez pol leta izteče financiranje. Ste kaj razmišljali, da bi bil nov? In ponovadi stranka, se ta je še dober, ne, se nima smisla menjave, ampak ko mu pomeniš, da bi ta avto, ki ga ima, lahko pripeljal noter, pustil starega tukaj in odpeljal novega za isti obrok. Nov avto, brez kilometrov, s popolno garancijo, na hibrid 10-letno baterijo, 5 let na vse ostale, je pa stvar, ki je vredna premisleka. Ne? Zakaj? Okay, navajen sem plačevati 233 evrov, koliko sem navajen elektriko plačevati 70 evrov, koliko sem navajen plačevati internet 50 evrov, televizijo, ne vem, 50 evrov. Mesečno sem navajen, to rabimo, ne? Se pravi, se navadim plačevati mesečni obrok, ne šparati za avto, kdaj bom dosegel, ne vem, 20 000, da si bom lahko prvošil avto BC segmenta. Ne? Zagotovilo, da bo trgovec od mene kupil avtomobil, potem ko bom odplačal dogovorjene zneske, seveda še ne daje prave varnosti. Varnost nam daje kvečjemu izračun po parametrih, ki pravijo, da bo moj avtomobil po koncu dobe odplačevanja vreden dovolj. Mi ne garantiramo kupcu cene, recimo na koncu, ampak pogoje, po katerih se izvede odkup. Preostanek vrednosti se določa na osnovi tržnega pričakovanja. Vemo, da že pri samem razvoju vozil se naredi tržna analiza, seveda raziskava trga, tudi v bistvu same potrebe kupcev. Z drugimi besedami, avto bomo morali uporabljati kot dobri gospodarji. Seveda, če želimo, da se bo potem računica na koncu izšla. Ali pa da se bo izšla celo tako, da bomo na koncu s prodajo celo nekaj zaslužili. Ekstra denarja, ki ga bomo potem seveda namenili za, recimo za polog, za novi avto. Ampak boste rekli, tako ali tako bomo na mesečni ravni plačali ustrezno več. No, pravijo, da ne. Pri tem produktu mi nudimo tudi same dodatne ugodnosti za stranko, akcijska obrestna mera, subvencionirana cena zavarovanja, pa tudi subvencionirana cena vzdrževanja. Na gotovino določene blagovne znamke ne dajo toliko ugodnosti kot na financiranje, ne? Tako da je lahko celo nakup na financiranje na koncu obdobja cenejši kot pa nakup na gotovino.
Lahko je tudi cenejši, ne? Lahko je celo cenejši. In če ste se začeli spraševati, kaj nam je danes, da vam prodajamo takšno čudežno top shop zgodbo, naj vas razočaram. V resnici gre tudi v tem finančnem produktu za čisto navaden daj dam. Ne za čisto navaden, recimo temu, da gre za win-win. In čas je, da pogledamo, kakšne koristi imajo od tega trgovci, da so kar naenkrat postali tako zelo radodarni. Kaj si mi želimo kot trgovci, je, da stranke redno menjajo svoja vozila za nova vozila, za nove modele. Ne? Kar želimo, pa mislim, da govorim za vse avtomobilske znamke, je, da bi radi imeli dober odnos z strankami. Dober pomeni tudi stalen, tem, ko stranka sklene neko finančno pogodbo. Pomeni, da se bo vsaj enkrat na leto oglasila v salonu, da lahko z njo pokramljamo, omogočimo kakšno drugo testiranje drugega modela vozila in tako naprej. Ne? Takoj, ko mi stopimo v to razmerje, smo na nek način povezani eni z drugim. In je bistveno lažje potem nadaljevati to zgodbo, to lojalnost pri eni blagovni znamki. To si vsi trgovci na nek način želimo. Ne? Res želimo stranki, da bo ona zadovoljna, ker brez zadovoljstva stranke mi lahko karkoli tukaj pripravljamo, ampak bo če enkrat vzela in bolj nikoli več. In to ni cilj. Je pa seveda na mestu vprašanje, ali ne bo množično odločene za takšen način kupovanja avtomobila sesulo trg rabljenih avtomobilov. Saj kdo bo pa hotel kupiti star avtomobil, če lahko za enak denar kupi novega? Izkušnje pravijo, da bojazni ni. Iz tujine, kar so izkušnje, se to ne zgodi, ker se kvečemu kvaliteta rabljenih vozil ponudba izboljša in tržišče obstaja vedno. Sami prodajalci se tukaj soočajo z velikimi težavami, da primanjkuje zaloge teh res domačih, dobro ohranjenih, mogoče od prvih lastnikov vozil. Tako da ta nov način, če se bodo začele stranke odločati za to vrstni način financiranja, bomo naredili velik premik tudi na področju na trgu rabljenih vozil, ker bo pač na trgu se pojavilo potem več mlajših rabljenih vozil, dobro ohranjenih vozil, še vedno tudi z določeno vrednostjo. Ena taka uvedba je sigurno dvokratni doprinos. Imate prav, vse skupaj se sliši kar nekako predobro. Ampak takšna je že realnost v tujini in ta realnost zdaj prihaja tudi k nam. Zahteva bistveno nižjo navezanost na avtomobil, ampak v zameno da kar veliko. Še vedno pa velja, da poučen kupec se bo veliko bolje in bolj pametno odločil in poučen v tem primeru pomeni preračunljiv. Ni dovolj, da preberete drobni tisk. Pomembno je, da dobro preračunate ponudbo na podlagi vaših lastnih, konkretnih mobilnostnih potreb.